LinkedIn in Moja jezera. Kaj imate skupnega, razen Mance Korelc? Zelo lepo vprašanje. Dolgo sem razmišljala o tem že nekaj časa. Predvsem povezovanje. Skozi LinkedIn in podjetništvo in posel sem se naučila povezovati z drugimi in se učim odnosa z drugimi, predvsem v poslu. Moja jezera mi pa dajejo nekake lekcije ali pa prostor, kjer se učim predvsem graditi odnos do sebe, interno. Hvala lepa. Vabljeni k ogledu oddaje Moja družina z Manco Korelc. Slišali boste veliko zanimivih stvari in glejte nas. Dragi gledalci, drage gledalke, dobrodošli. V tokratni oddaji Moja družina gostimo Manco Korelc, podjetnico, mentorico, LinkedIn strokovnjakinjo, ljubiteljico narave in ustvarjalko enega najbolj edinstvenih slovenskih projektov Moja jezera. Manca, pozdravljena, dobrodošla v studiu. Hvala za vabilo. Manca je oseba, ki zna združiti na videz nezdružljivo. Digitalni svet in naravo, poslovno rast in osebno introspekcijo, kariero in družinske vrednote. Kot diplomirana in magistrirana komunikologinja svojo kariero že več kot 15 let gradi na področju trženja, komuniciranja in vsebin, danes pa jo mnogi poznajo predvsem kot eno vodilnih strokovnjakinj za LinkedIn v Sloveniji. Pod njenim mentorstvom so številni posamezniki in podjetja izboljšali svojo prisotnost na LinkedInu in se pogumno podali v svet profesionalnega povezovanja. Njena zgodba pa ni le zanimiva zaradi poslovnih uspehov, temveč predvsem zaradi njene človeške, srčne in predane narave. Manca je ustvarila izjemen projekt Moja jezera, v okviru katerega obiskuje vsa slovenska jezera, ne zato, da bi podirala rekorde, temveč, da bi sebe in druge spomnila, kaj pomeni stik z naravo, notranji mir in osebna rast. Projekt je prerasel v gibanje, ki ga spremljajo tisoči ljudi, hkrati služi kot navdih, da si tudi sami vzamemo čas za naravo, gibanje in refleksijo. V pogovoru se bomo dotaknili tudi njenih življenjskih preizkušenj, iskanja lastne poti, pomena odnosov in ljubezni do družine, ter kako usklajuje svoje poslanstvo z zasebnim življenjem. Kaj jo žene naprej? Tudi tokrat, tudi takrat, ko je težko. Kako Manca vidi vlogo ženske v sodobni družbi, še posebej v poslu? Manca pravi, ne moreš ustvarjati pristnih vsebin, če si zmeden, izgubljen, zasut z delom, moraš si znati prisluhniti, si priznati, da nečesa ne zmoreš in se potem na to sestaviti nazaj. Vabljeni, da spoznate navdihujočo žensko, ki živi to, kar uči, z avtentičnostjo, spoštovanjem do sebe in spoštovanjem do drugih, ter s pogledom, ki vidi priložnost tam, kjer drugi vidijo le izziv. Hvala, da ste z nami v oddaji Moja družina. Pripravljeni smo na začetek nove zgodbe, ki je lahko tudi vaša. Manca, pa kar začnemo potem s prvim vprašanjem. Še enkrat dobrodošla v studiu. Hvala, kako lep uvod. Zelo hvala za te prijazne besede, zelo lepo. No, z veseljem. Manca, iz kakšne družine pravzaprav izhajaš? Iz povsem navadne, tako rečem. Prihajam iz Kočevja. Če gledava zdaj iz vidika posla, mogoče iz poslovne poti, večina mojih družinskih članov naše družine so delali ali še vedno delajo v javni upravi. Moj pokojni ati je bil podjetnik, en časa uspešen, potem na koncu malo manj uspešen. Njegov oče, moj stari oče, je bil pa menedžer. Tako da nekaj teh vzgibov podjetniških zgodb je v naši družini. Sicer pa, odkje imam jaz to željo po podjetništvu, predvsem se je zgodila v moji karieri povsem naravno. Nisem imela na to-do listi. Zdaj pa moram to pa tudi narediti. Ja, ne, tako da se poskušam
poslušati, kaj bi bila zdaj moja naslednja pot. In je tako naneslo leta 2017, da sem šla v poslovne vode. Kako pomembna je bila pa v vaši družini izobrazba? Formalna, neformalna, če je bil oče podjetnik, pa ne. Ja. Kako je bilo pri vas? So spodbujali? Spomnim se sebe, jaz sem bila vedno zelo, zelo samoiniciativna in proaktivna. Vedno sem želela, da me pustijo pri miru in da jaz opravim vse, da vse zorganiziram, vse splaniram, tako da sem vedno to delala sama. Ampak ja, so spodbujali formalno izobrazbo, tako da jaz sem po diplomskih študij naredila na turistiki, tako da moje jezera so. Verjetno tisti nek del moje strasti do turizma. Potem sem šla na ekonomski faks, kjer sem doštudirala trženje, sem magistra poslovnih ved. Tako da vedno sem želela neko to formalno izobrazbo imeti, ampak tudi seveda to ni vse. Delati praktične stvari pa, ne? Delati praktične stvari, povsem, kar delam za svoj poslovni del življenja, sem se naučila vse več ali manj iz prakse. Nismo se v LinkedInu nič učili na faksu. Še ni bilo, ne? Ali je že bil? Je že bil takrat, ampak ja, ni nekako bil del kurikuluma tudi to, da sem tako res dobila v praksi. Ampak ja, hkrati pa vem, da je neformalna izobrazba tudi zelo pomembna. Morda sem jo do par let nazaj malo zanemarila ta del, ampak se v zadnjih letih grem tudi to. Tako da kakšne tečaje na različnih načinov, tudi izven poslovnega dela morda se tega dotakneva. Seveda. Katere vrednote oziroma spoznanja pa ste prejeli kot popotnica v življenje strani vaših staršev oziroma strani vaše družine? Lahko izpostavim dve. Zelo pomemben član družine zame je bila mama, moja stara mama. In ona mi je vedno, ona in oče, tak je bil menedžer, ona dva sta bila zelo navijača zame. Vedno smo, pa živela sem pri njih tudi med svojim 24. in 30. letom, kar je verjetno malo nenavadno, ampak sta res vplivala in vedno sta zelo navijala in sta mi, sploh mama mi je zelo privzgojila že od malega neko samozavest. Vedno mi je govorila, ti si as. Sploh kasneje se to spomnim, morda ne na začetku, ko nisem morda tega še tako kazala, ampak to mi je zelo vcepila v tudi vrednote, da si lahko zaupam. Seveda pridejo kakšni trenutki, ko je tega malo manj, ampak generalno gledano vem, da imam v sebi neko moč in da lahko, in to sta mi ona dva zelo vcepila. Mami mi je pa vedno dala tisti občutek, da moram biti samostojna, neodvisna. Sprav zaupanje samo sebe, samostojnost. Tako da tudi v poslu se mi to pozna, ker tudi sem zelo introvertirana oseba in zelo delujem nekako sama. Tudi jezera in tudi, ko samostojna podjetnica, delujem sama, jezera ustvarjam sama, tako da se mi to malo pozna. Pa tudi, naj še dodam, jaz nisem bila v vrtcu. Mene je stara mama čuvala. Tako da, mogoče ta socialni del v začetku majhnih let meni manjka, ampak sem bila vedno tako nekako sama, sem se igrala, sama sem znala preživljati čas, nisem potrebovala nikogar, da bi se z mano igrala. Tako da je ta vez bila zelo močna. Tudi vztrajnost, nazadnje, da ste obiskali toliko jezer, to ni kar v enem dnevu, ne? Ne, to je v 8 letih in še malo, 1552 jih je zdaj na spletni strani, govoriva jezer, ribnikov, kali, mlak, majhnih in tako. Ja, neka vztrajnost, pa tudi žene me, neka želja pa ustvarjalnosti, tudi projekt je tako vzniknil kot neka želja, kaj ustvariti s temi kilometri, ki sem jih naredila eno sezono na kolesu, tako da se brez vztrajnosti v življenju malo težko težko upravljaš svoje življenje brez tega, ali si službi, ali imaš svoje podjetje, kakorkoli, tako da nekaj tega mora biti sigurno. Če se vrnemo še na mladost, a ste bili bolj tak živahen otrok ali bolj miren, ne? Po mojem sem bila bolj mirna. Bolj mirna? Ja, vedno sem bila nekako zelo samosvoja, usmerjena vase, tako nekako pustite mi pri miru, bom jaz sama naredila svoje stvari. Bila sem tudi živahna, potem tudi v srednji šoli smo hodili ven, smo hodili žurat, pa to, nisem bila ves čas tako.
Ampak ja, sem bila, da uporabim tisto našo slovensko besedo pridna. Prav starši niso rabili nekih vzgojnih ukrepov, strogih. Ne, z mano pa res ne. Ne. Dobro, sem mogoče kaj kršila. Rekla mami, ker sem bila v srednji šoli, pridi ob 11 zvečer domov, pa nisem, včasih. Tudi, ampak nikoli ni bilo z mano kakšnih večjih izzivov, nisem pa vedno 100% sledila njenim navodilom, ampak ni imela z mano kakšnih hudih težav. Podjetniki ponavadi to ne sledijo. Pa je saj prav, ja, to plus, ko si v srednji šoli, moraš dati neko svojo energijo ven, če le nisi problematičen. To pa nisem bila, imela sem, vem, da v enem trenutku več obšolskih dejavnosti, kot šolskih predmetov, tako da krožki vse povsod, tako da mi je mami v nekem trenutku malo to omejila. Tako da ja, sem vse opravljala v roku, ampak ja, imela sem pa tudi svoje stvari, tiskaj ni bilo staršem najbolj všeč. Odlično. Predlagam, da zdaj si vzamemo kratko pauzo, glede na to, da smo uporabili trenutni čas in drage gledalke, dragi gledalci, se vrnemo čez nekaj trenutkov. Dobrodošli nazaj v oddaji Moja družina. Danes je z nami prav posebna gostja, Manca Korelc. Manca, če se vrnemo še malo v družino, ponavadi me res zanima, a ste se v družini kaj pogovarjali o financah, o denarju, ker ponavadi je bila to tabu tema. Kako je bilo takrat? Kakor imam v spominu, morda ni bila tabu tema, nismo o tem veliko govorili. Kaj sem pa povzela, morda preko pogovorov med staršem ali starimi starši, kakorkoli, nek občutek, da je denar težko zaslužiti. Ni bila nikoli narativa v naši družini, da je denar nekaj, kar raste na drevesih, da se malo tako šalim. Tako da ja, sem imela v preteklih letih, ko sem začela svojo podjetniško pot, sem zaznala ta odnos do denarja, ki je bil negativen. Tako da sem zavestno kar veliko na tem delala, da sem si obrnila vsaj do neke mere. Globoka prepričanja. Tako, to prepričanje, da je denar energija, da je denarja veliko, da če ga ima nekdo veliko, da še ne pomeni, da ga ne moram imeti tudi jaz kot podjetnica veliko. Tako da veliko je bilo teh prepričanj. Morda čisto iz našega okolja sem tako se naučila, ampak vem, da niso prava prepričanja in da so lahko drugačna. Kaj pa za vas, se pravi, v principu v vrtcu niste bili v vrtcu, se pravi osnovna šola, srednja šola, fakulteta, ste dali velik poudarek formalni izobrazbi. Kako vam je pomagalo to na poti v podjetništvo? V smislu formalna izobrazba ali ta pot, da sem sama vodila? Ja, vam je v bistvu formalna izobrazba rekla, ok, zdaj, ki sem, bom rekel, na turistični, pa pol ekonomija, a je to spodbujalo podjetništvo ali pa ideje, ali je zaviralo, ali je bilo bolj to, zdaj pa moram si najti eno službo, kako zaključam tako v tem kontekstu? Spomnim se, ko sem bila na dodiplomskem študiju turizma, v turistiki v Portorožu, takrat sem še imela seveda cilj dobiti službo. Takrat sem mislila, da bom turistična vodnica. Nikoli nisem bila v tej vlogi, tudi nikoli nisem delala v tej industriji. Tako da potem sem delala v nekih, vem, da sem delala v eni največji takrat turistični agenciji kot študentka. Potem sem pa dobila po naključju študentsko delo v digitalnem marketingu. Ni bil nikoli to plan. Tako da je v moji karieri vedno sem bila proaktivna, ampak se je vedno nekako izkazalo, da je šlo morda malo drugače, tako, malo na neke stranske poti, ki sem jim potem sledila. Tako da od 2008 sem v industriji digitala, pa vsem po naključju, ampak se veva, da nikoli ni naključje, da je tako moralo biti. In sem potem bila v nekaj spletnih agencijah, potem sem šla 2014 prvič na svoje, samo za 1 leto, bilo malo prehiter. Potem, ja, ampak je bilo, mislim, da sem takrat izgubila tisto službo in potem sem kar dobila idejo, jaz grem pa na svoje. Iskreno se ne spomnim, od kje ta vzgib, ampak saj veš,
rečeš, grem na svoje, pa Grem če se ne probat, bo, če ne bo uspešno, še vedno lahko najdem eno službo. In tako je bilo. Tako da sem bila 1 leto na svojem, potem sem šla za 2 leti nazaj na delovno mesto, zamenjala sem 2, potem pa se je zgodilo močno leto 2017, ko se je v moji karieri vse spremenilo. Marca sem lansirala projekt Moje jezera, Okay. junija sem dala odpoved, oktobra sem jo pa v drugi službi dobila. To je bilo Potem sem šla pa spet na svoje. Okay. Tako da ne vem, če je bila formalna izobrazba, če ima kakšno vlogo, morda ne vem zavestno, ampak saj vemo, da vsaka neka izkušnja, ki ti jo da, ali izobrazba, ali vsako delovno mesto, vsak poslovni odnos, ti nekaj da in ti mogoče v možganjih nekaj spremeni. Tako da, in še vedno sem zdaj od 2017 na tej poslovni poti. Tako da, verjetno je bilo seštevek tudi tega, da veliko ljudi na družbenih omrežjih tudi spremljam in se učim dobre stvari, morda upam, da tudi kakšne napake drugih, da se naučim tudi sama iz tega, da vidiš morda, kje moraš biti aktiven. Takoj 2014, ko sem šla prvič, sem vedela, da moram začeti graditi svojo osebno znamko, biti prisotna, hoditi na razne dogodke, da spoznavam ljudi. Vedela sem nekako kar iz družbe, iz narative, da moram začeti graditi svojo mrežo kontaktov. Ne samo na LinkedInu, ampak tudi sicer v živo. Tako da to so bile neke stvari, ki jih nisem dobila v šoli, ampak sem jih dobila nekako sproti. Nekako poskušaš sproti brati, se učiti, kako v resnici deluje to v poslu. Tako da seštevek vsega. Spravi, predvidevam, glede na to, da ste obiskali več kot 1000 jezer, da imate radi stik z naravo, ne? Ja, zelo. In v Kočevju je eno veliko jezero, Kočevsko jezero. Rudniško jezero uradno. Aha, Rudniško uradno. Aha. In to je bilo, kakor ste že prej omenili, prvo jezero na spisku, ali kako? Verjetno ni bilo prvo, ampak ko ste štartali projekt. Tako, vedno rečem, da je prvo, še vedno je moje najljubše. Na to jezero imam cel kup takšnih in drugačnih spominov. Mi smo tam, jaz sem tam romantiko zganjala, tam okoli smo žurali, ker je bil en diskač čist blizu. Tam smo se hodili kopati, po zimi smo tam drsali včasih, ko so še bile dobre zime. Tako da imam na to jezero res spomine, ki jih nimam na nobeno drugo. Imam pa v spominu, en izmed mojih prvih spominov na življenje nasploh, je tudi Bohinjsko jezero, smešno. Ravno včeraj sem z mami govorila o tem. Mislim, ta spomin, da me je labod kljunil, ker sem ga, mislim, da hranila nekaj takšnega, no, ampak mislim, da sem imela mogoče 3 leta, tako čist smehna sem bila, tako da eno izmed prvih jezer je tudi Bohinjsko, tak smešen spomin, ampak ostane, ne. Tako da ja, Rudniško jezero, jaz mu rečem Kočevsko, ampak se reče uradno, se imenuje Rudniško, je res, tako to jezero ponuja in sprehod okoli in da se umakneš od množice, kar se jaz najraje, in da se pridružiš množici in da se kopaš notri, drsamo se žal več ne zamrzne, ker je preveliko. Tako da jaz grem tja in teči in jokati in se pogovarjati z jezerom in sama s sabo. In predvsem ta umik, kakor sem že prej omenila, jaz sem zelo samotarski tip človeka in je res tako jezero, predvsem to, pa tudi druga, mi vedno dajejo nek občutek, da sem tam res doma, da sem tam res jaz, zelo se umirim, se poznamo, sploh v tem času, ko je toliko teh vsebin konzumiramo na dnevni ravni, tam kot da se mi misli umirijo in je tako, ampak zanimivo sem ob jezerih, ne pri slapu, ne pri reki, morje mi je všeč, ampak ne čutim neke te vezi z njim. Tako da ja, ta umik v naravo v zadnjem času berem, kako je to zelo zdravilno. Zelo naravno, ne? Zelo naravno, ker smo pač tudi mi narava in je za nas kot telo zelo naravno, da je v stiku z naravo, ne toliko v stiku z mestom. Kaj pa vas je poje v bistvu pognali, da ste rekli, ok, zdaj bi pa še kakšna druga jezera rada videla, ne? Ja.
bom poskušala na kratko. 2016 sem kupila trekking kolo, nič nenavadnega, ampak tisto sezono sem ogromno kolesarila. Moja motivacija takrat je bila čim več kilometrov v enem dnevu. In tako se je začelo 50, pa 100, pa 150, 200, največ sem naredila 368 Po enem dnevu. od duša v Pirana v Bravo. 15 minut manj kot 24 urah s trekking kolesom. Bravo. Tako da potem sem pa konec 2016 ugotovila, zdaj sem pa svoje cilje, kar se tega tiče, dosegla, vse več kot toliko pa Ne moš, ne. lahko morda bi, ampak nimam niti motivacije. Kaj pa zdaj s temi kilometri? In je tako nekako nastala ta ideja jezera in potem sem najprej želela en določen del jezer slovenskih izbrati, ampak sem našla informacijo, da jih je nekje okoli 1300, katera naj zdaj izberem, katerih ne, pa bom kar vsaj. Ne. Tako zanimivo, sicer potem sem kasneje izvedela, stoječih voda je preko 10 000 v Sloveniji. Ne. Vseh najbrž ne bom, ker je to res ogromna številka, ampak je bilo tako zanimivo in sem dobila neko motivacijo spet, zdaj pa čim več jezer v enem dnevu na kolesu. Tako da čim daljša, čim dlje iz Ljubljane, kodr živim že, mislim, da 12 let. Tako da mi je dalo res nek prostor za ustvarjanje, bom tako rekla, in za gibanje in za naravo. Čas za razmišljanje, to v bistvu, ne? Na začetku niti ni bilo, res je bilo veliko načrtovanja, da sem si res zoptimizirala pot s kolesom. Primer, šla sem do Celja in sem si potem tam zapisala koordinate jezer, da sem imela točno dobesedno. Tudi je bilo veliko ur načrtovanja, preden sem šla na kolo, in veliko dokumentiranja, fotk in objave na spletno stran potem. Ampak imam še vedno prostor in za umik v naravo, in za ustvarjanje na družbenih omrežjih, in za res iskanje novih in novih mikrodestinacij v Sloveniji. S tem tudi nekako zadoščam svoje ljubezni do turizma, tako da je nekako to res prostor, kjer razvijam predvsem tudi samo sebe. V 8 letih, odkar to ustvarjam, se razvija tudi projekt, ne ustvarjam več tako, kot sem na začetku, redko grem na kolo po nova jezera, zdaj golfam z avtom, ampak zdaj so slapovi bolj v ospredju, zdaj tudi pišem knjige o slapovih, tako da je zelo zanimivo, ker spremljam sebe, kako se pa spreminjam skozi leta, skozi to ustvarjanje. Tako da je že nekaj časa je več kot samo turizem in digital. Super. Predlagam, da narediva spet eno kratko pavzo in drage gledalke, dragi gledalci, vabljeni, da se nam pridružite po kratkem odmoru. Drage gledalke, dragi gledalci, dobrodošli nazaj v oddaji Moja družina. Danes je z nami prav posebna gostja, Manca Korelc, in predlagam, da kar nadaljujeva. Zanima me, katere ključne izkušnje v vaši karieri so vas najbolj oblikovale? Zelo dobro vprašanje. Izpostavila bi to, da se v moji karieri izkazalo, da nisem šla po tisti morda neki začrtani poti in da je kljub temu se izkazalo za zelo dobro. Da morda tisto, kar načrtuješ tudi s formalno izobrazbo, da morda ni tisto ta prava smer zate potem kasneje. Tako da tudi to, da sem šla v digitalni marketing po naključju in tukaj ostala. Po parih letih sem imela načrt iti nazaj nekako turizem, pa ni šlo, tako da sem ostala tukaj. Sam verjetno ste sledili temu, kar se vam je zdelo v redu, ker ste se dobro počutili. Niste zdaj rekli, formalna izobrazba je taka, zdaj moram delati to. Ne. Tako je naneslo in sem začutila, da moram, jaz zelo poskušam temu slediti v življenju, da v sebi, če začutim, da je to ok, grem. Tako da ta del, da se ni izkazalo tako, kot sem načrtovala in da še vedno sem na neki nezačrtani poti v karieri in da si dajem prostor, da bom morda v prihodnje, da bom zašla spet v neko čisto novo smer. Tako da je to nek razvoj in v tem je zelo dobro, da uživamo, v tem razvoju same sebe. Nisem še ustvarjala vsega, kar želim, tako da to me je zelo zaznamovalo, da sledim temu, kar mi pade na pot.
Katere dosežke v vaši karieri pa si štejete za najbolj pomembne ali pa najbolj zanimive ali pa ki so vam najbolj ostali v spominu? Poleg tega, kar sem ravno omenila, bi izpostavila dve stvari. To, da sem šla res na svoje, brez znanja podjetništva. Sem šla kar bo v to smer, tako da sem bila tako v trenutku res uspešna, kar si štejem za zelo dober dosežek, a ne? Ja, definitivno. Nisem imela tistih nekaj let, ko morda včasih rečejo, da preden zaštarte neko podjetje, sem bila tako uspešna, tako da to si štejem res v nek poseben uspeh. Naj izpostavim tudi to, da me je moja industrija leta 2017 ali mislim, da leto kasneje morda me je tudi nagradila z 3 nagradami za projekt Moje jezera. Bravo. Tako da sem nekako rekla, wow, ne, tako res jezera sem začela povsem iz nekega vzgiba notranjega, ponovno brez poslovnega načrta, brez ideje, kaj bo iz tega nastalo, in je nastalo veliko več, kot sem mislila, da bo. In še moja poslovna industrija me je nagradila za to, tako da ja. Pa tudi štejem si v uspeh, da vztrajam na tej poti, če tudi je seveda kot vsakemu podjetniku včasih težko, pa ne vidiš izhoda, pa tako naprej. Tako da ja, nekaj takih predvsem, ja, poskušam tudi to, da se učim tega, da si sledim in da vidim, če pride kakšen projekt, pa bi bil morda dober, pa učinkovit in tako, če ne, to pa ne sodi v mojo kariero naprej. Naj ga kdo drug opravi, ne? Tako. Kako pomembna pa je za vas podpora vaše družine? Zdaj, če govorimo moje primarne ali sekundarne? No, lahko od obeh povem. Ja, kot sem že rekla na začetku, nekako to samozavest in to vztrajnost poskušam vedno jemati iz sebe, tako da se poskušam ne naslanjati. Spomnim se včasih, ko pride taki trenutki v podjetništvu, pa se z mami dostikrat pogovarjam, pa reče vedno, a ne bi imela te ene službe. Tako da ne rečem, da me ne podpira, ampak poskuša zelo pomagati, ampak na svoj način. Tako da poskušam ta nasvet ignorirati, vzeti mami hvala za podporo, ampak bom poskušala malo drugače. Tudi predvsem mi pa v zadnjih 5 letih pomaga podpora partnerja. Tako da tudi bom rekla, da morda ne zna na kakšen zelo konkreten način mi povedati kakšno stvar ali pa dati nasvet, ampak on vedno reče, vse bo v redu. Jaz potem rečem, ja, ampak jaz moram nekaj narediti, da bo v redu, ne samo od tebe ne bo. Ampak tisti občutek, da imaš predvsem njegovo podporo, da če se karkoli zgodi, pa se ne bo nič takšnega, da mi bo pomagal itd. itd. Tako da ja, ta podpora, predvsem v partnerstvu se mi zdi, intimnem partnerstvu se mi zdi pomembna, da lahko ustvarjam na svoj način, da imam prostor in biti uspešna in biti malo manj uspešna, pa je vedno okej. Tako da to mi največ pomeni v teh letih, da vem, da sem lahko jaz in da lahko ustvarjam, kar ustvarjam. Zdaj v bistvu imate malo nenavadno dejavnost, se pravi, na eni strani delate kot podjetniško dejavnost v digitalnih medijih, obenem tudi, da ste v naravi, ki jo povezujete z mogoče tudi malo s poslom. Skratka, zanima me, kakšni so poleg jezer še drugi načini sprostitve? Dobro vprašanje in me spomni na to, da je po nekaj letih, ko sem ustvarjala jezera, sem zaznala, da to ni več taka sprostitev, ampak da je postalo delo. In sem se morala v nekem trenutku kar malo distancirati in si vzeti malo pavze od tega ustvarjanja. Sploh leta 2020, ko je šla prva knjiga, sem imela kar malo interno krizo. Kaj pa zdaj? Kaj pa zdaj naslednji vrhunec lahko projekta? Kam naj ga zdaj usmerjam? Tako da je projekt da tudi to, da ni to samo na nek način umik in sprostitev, ampak je tudi delo na nek način. Tako da sproščam se tudi, da športam in da zdaj sem se nekako naučila, da grem na jezera, tudi če to ne pomeni
da bo neko novo jezero, da je nek del ustvarjanja, da je del projekta knjiga ali pa nekaj v tem smislu. Tako da se učim še veliko. Kolo ali z avtom? Ali... Ja, tudi s kolesom ali pa z avtom ali pa do slapov grem pač peš. Tako da se učim še nekega načina sproščanja, ki ne bi bil vezan na neko ustvarjanje, ki ga potem delim tudi z drugimi. To je velika razlika. Da je čisto interno sproščanje zase. Da je čisto samo za mene, za mojo dušo, za moje telo, da se čisto sprosti. Tako da nisem prepričana, če že znam to povsem, ampak imam še celo življenje, da se naučim. Kaj bi svetovali mladim, ki šele stopajo na svojo poslovno pot? Katere ključne lekcije bi jim želeli predati? Ena lekcija je ta, da je res dobro se mrežiti, da je fino imeti, da je tako pomembno, da ustvarjamo nek socialni kapital, ljudi, ki jih poznaš. Ni samo dovolj, da ti poznaš druge. To sem nekje zasledila pred leti, pa se mi je zdelo zelo fajn, ampak je pomembno, kdo pozna tebe. Ni to isto. Zelo v redu. Tako da LinkedIn je tukaj seveda ena ključnih opor na digitalu, ki pri tem pomaga, ampak tudi v živo. Da se razumemo, ni dovolj, da si na spletu. To, da je treba ves čas biti proaktiven in iskati priložnosti, izkoristiti priložnosti, se tudi spopasti s tem, da kako priložnost smo spustili ali pa sprejeli, ki ne bi bilo smiselno. Ampak ja, predvsem pa to, da se naslonim na izobrazbo. Formalna izobrazba nekaj da, ampak večinoma se naučiš iz lastnih izkušenj, nekaj tudi iz izkušenj drugih. Tukaj družbena omrežja zelo prav pridejo, z veliko ljudem sledim, se od njih učim, kaj tudi veliko ljudi deli, kaj sem naredili narobe ali pa prav. Tako da predvsem to, kar ste zdaj recimo pri 20 letih želite početi, morda ne boste pri 30, morda ne boste pri 40. Kariera ni neka linearna črta, ampak je res nek, bom rekla, ciklični proces, ki se dogaja in je dobro imeti to v zavesti in slediti temu, kam. Sprav naj sprejemajo novosti, ne? To sigurno, pa tudi, da so preprosto, da uživajo v tem procesu. To bom rekla, da ker pogosto smo v današnji družbi tako naravnani, da nas zanima cilj. Ne, uživajmo v tem procesu, potem pa pride cilj morda drugačen, kot smo si ga zamislili in je pogosto še boljši. Super, in to naj bo tudi zadnja misel današnjega srečanja. Hvala lepa za obisk v studiu. Z veseljem. Drage gledalke, dragi gledalci, verjamem, da ste slišali in spoznali kakšno novo stvar in zanimivost. To je bila oddaja Moja družina. Vabljeni k ogledu nove oddaje za novimi gosti.